En lep dober dan vsem, ki naj jo spremljate. Lep pozdrav. Tokrat ne s Konjskega vrha, ampak iz mojega rodnega mesta, iz Celja, kjer snemamo tale prispevek pred nekimi mojimi obveznostmi. Kako se je vračati v rodno mesto? Vedno lepo. Še posebej, ker se ne vračam samo med stene, med hiše, ampak se vračam tam, kjer je moj dom, kjer so sočutne bližine, kjer je pater Karli, kjer ni druge vrednosti, višje vrednosti, kot je srčnost, sočutna sprejetost, medsebojna zaznavnost. To je tisto, kar naredi iz hiše dom, in sem vesel, da imam v Celju dom, oziroma mama malce nad Celjem, Šentjungert, ostali sorodniki, meni najbližji pa v Celju. In tvoj dom je tudi na Konjskem vrhu. Kako je pa sedaj na Konjskem vrhu? Na Konjskem vrhu je zelo zanimivo, dogajajoče se, ne samo pri meni, ampak nasploh v Zgornji Savinjski dolini. Dogaja se, obnavlja se. Najhuje je tistim, ki še vedno čakajo v negotovosti, ker se stroka še ni izjasnila, ali bodo lahko živeli še v hišah, ki so bile poškodovane, ali ne. To je zelo, zelo moreče počutje, negotovost. Lažje je, če izveš, lahko boš ostal oziroma ne boš mogel ostati. Če si pa v negotovosti, pa ta negotovost zelo mori. Recimo, se spomnim, ker smo v rodnem Celju, kjer sem hodil v šolo, ko smo čakali na rezultate od kontrolke. Ne. Lažje mi je bilo, ko sem zvedel, kakšna je bila ocena, tudi če je bila nizka, kakor pa tista negotovost. Sem imel to srečo, da je, ko sem hodil v srednjo šolo, bila moja soseda profesorica iz nekega predmeta, in oceno sem, preden sem dobil vrnjen test, prepoznaval po načinu njenega pozdrava. Ko sem jo pozdravil, če je bila mrka, sem vedel, slabo se ti piše. Če je bil njen pozdrav tak dobrodušen, nasmejan, sem vedel, dobro bo. Enkrat sem mislil, da bom pisal negativno, ampak ko sem zjutraj srečal to mojo sosedo, profesor, sem se jo pozdravil, dobro jutro, gospa profesor, se vam tako lepo nasmejala, sem rekel, rešen sem. In ni bilo negativno. Mislim, da je bilo celo 3. Dobro. In danes se vračaš v Celje z namenom, da imaš eno predavanje. Ja, predavanje imam za eno društvo, ki se ukvarja s pomočjo preko telefona, svetuje preko telefona oziroma ponudijo sebe, svojo srčno pozornost tistim, ki so v kakršnikoli stiski, in pokličejo na njihovo številko. Videla sem, naslov pa je Vpliv umetnosti na duševnost. Ja. O čem boš govoril? Ja, to mi je dober naslov. Govoril bom, izhajal bom iz človeka, ne, da je vsak človek umetnina. Ne. Mi vrednotimo posamezno umetniško delo po izvirnosti. Ne. Fotokopije, recimo, da ti sfotokopiraš 100 izvodov, ne, fotokopije niso umetnina. Umetnina je vedno original. In dobro je, če je vsak človek prepoznan kot umetnina. Ne. Ker če nismo prepoznani kot vredni, da smo nekdo, v katerem drug človek postoji in nas občuduje, v naši izvirnosti prepoznava, ne, potem pride lahko tudi določene notranje stiske. Sam sem to posebej doživljal, ne, ker nisem bil prepoznan, predvsem tam, kjer so moje šibka področja, kot veste, sem dislektik, in to je bilo kar muka, ne, so bile hude stiske. Ne. Predvsem, ker sem imel občutek, oziroma sem bil prepričan, da sem manj vreden, kot so drugi vredni, ne, ker mi glava ni potegnila po utečenih normativih, ampak danes vem, da je prav v tem dejansko posameznikova vrednost. Ne. Na eni strani si, po drugi strani te ni, to je ta fantastična kombinacija, v kateri zrcali tvoja notranja resničnost. In seveda bom povedal tudi to, kar mi večkrat razmišljamo, da mora biti človek prepoznan v njemu danih spretnostih, prav tako kot nebogljenostih. Ne? Ker dejansko tam, kjer smo nebogljeni, je
vzgojni optimum, pedagoški optimum za usposabljanje, za sodelovanje in dopolnjevanje. Ne. To je izjemna prilika, ne, in ne izključevanje. In če se vrnemo malo nazaj na stiske, mnogo ljudi je v stiskah, vsi kdaj pridemo v stisko. Kako se izkopati iz tega? Kaj je takrat zlato pravilo, kaj ne narediti ali kaj pa narediti? Ja, samemu sebi vedno, sam po sebi se, kadar je muka, zavijem v klobčice, zaprem. Čeprav vem, da to ni dobro, ko ljudem govorim, recimo tudi, ko imam ob nedeljah pridigo, ne, jaz vedno pridigam samo sebi. In to, kar večkrat poudarjam, je, da ko nam je dobro, moramo vedeti, kaj je zlato pravilo za čas stiske. In to je ne se osamiti. Ker pri nekaterih, morda ne pri večini, ampak pri nekaterih, vsaj pri meni, je ta skušnjava, da bi se zaprl. Zdaj vem, da tega ne smem početi. Ne. Posebej, ko so bile recimo te posledice neurja, ne, hude travme, ne, sem videl, kako pomembno je, recimo, da se znaš buditi v obnebje svetega z določenimi načini, ne, ali je to molitev, je to, ne vem kako, vsak ima svoj način, ko se to ni domena religioznosti, ne, to je domena človekove duhovnosti. Vsak ima v srčiki lastne bitje obnebje duhovnosti in tam mora vedeti, kako se bo odprl v tem obnebju v razsežnost svetega, ki te svetli, ki te umiri, ki prebudi tisto notranjo svetlobo. To je zelo pomembno. Po drugi strani pa recimo, to govorim zato, ne, ker jaz živim sam in se je tudi takrat potrebno znati reševati, ne. Po drugi strani pa so zelo dragocene te človeške bližine, človeške prisotnosti, ne. Da greš nekomu na kavo, ne, čisto preprosto, ne, da se ne osameš, ampak da vstaneš in da greš nekomu na kavo, da poklepečeš, da če je huda stiska, posebej v času izgube oziroma kakšne druge travme, da preprosto takrat lahko to izrekaš, kar te teži in kar te bremeni. In ti vedno uspeva ali si vedno znova ponavljaš, da je potrebno? Ne uspeva vedno, oziroma zdaj se spominjam tistih noči, ki so bile res travmatične. Recimo, bili so prizori, ki si jih videl, recimo ta ubijajoča moč, silne količine vode in potem, ko je bil napovedan naliv, ne, po noči ne spiš in se ti začnejo vrteti filmi, ki seveda piše scenarije v najtežji možni obliki, ne. Vem, da sem vstal, da sem prižgal tisto žegnano svečo in molil molitve ponavljanja, ki so terapevtske. Te molitve ponavljanja imajo, veste, vsi, ne, imajo tako budisti, imajo muslimani, imajo katoličani, pravoslavni. To so molitve ponavljanja, ki so terapevtske. Pri nas je to ali rožnovenec ali litanije, vsekakor je pa klicanje Boga z njegovim imenom, ko ga poimenuješ v raznolikih religijah raznoliko, ampak je v domeni tega je tisto sveto, ki te pa potem svetli, ki prebudi tiste notranje moči. Jaz sem moral to početi, ne. Ker drugače, ne, ko je hudo, je konkretno hudo, to ni teorija, to je izkustvo in ti moraš znati takrat se držati nad vodo, ne. Ti moraš poznati načine, kako se držiš nad vodo, ne. Tudi ne moreš staviti samo na človeka, ne, kot ko vemo, ko se nekdo utaplja, lahko tistega, ki ga rešuje, potegne pod vodo, ne, se oba utopita. Ti moraš znati samega sebe, tudi takrat, ko si sam držati nad vodo. In moraš pogruntati, ne, zato imamo določeno življenjsko obdobje, da pogruntaš, da se naučiš, kako se boš takrat držal nad vodo, ne. In to se moramo naučiti. Plavati se moramo naučiti, ko nas dejansko, ko se utapljamo v takšni ali drugačni stiski, ne. In to je zelo pomembna veščina, o tem bi morali tudi v procesu izobraževanja govoriti, to bi morali tudi vaditi, ne, to bi mogla biti tista doživljajska pedagogika, o kateri večkrat razmišljava, ki je preživetveno nujna, ne, za situacije, v katerih pač moraš znati plavati, da izplavaš iz določene stiske.
to na osebni ravni, seveda pa potem tudi na medosebni ravni, ne, da se pogovarjamo o doživljajski resničnosti, ne samo formalno, pa funkcionalno, ne, je zelo hudo, ne, tu smo zdaj v Celju, ampak v mojem rodnem mestu, mi smo se pogosto pogovarjali predvsem o funkcionalnih temah, ne, kako je bilo v šoli, si naredil, ne, v šoli, ob vprašanju v šoli se ni pričakoval odgovor, kako sem se počutil v šoli, ampak kako sem funkcioniral, ali sem uspešno funkcioniral. Mi pa se moramo naučiti zastavljati drugemu osebno vprašanje, recimo tudi otroku. Ne, kak je bilo, kakšne ocene si dobil, ampak kaj te je danes v šoli recimo razveselilo, kaj te je prizadelo, kako se rešuješ, ko ti je težko, na kaj pomisliš recimo, oziroma kaj ti takrat pomaga, s kom si prijatelj, se pogovarjati. Recimo to so tiste vprašanja, ki nam pomagajo, da mi izrazimo svojo doživljajsko resničnost, da v njej nismo sami. Da ne ostajamo zgolj na funkcionalnosti, ampak da ostajamo dejansko v obnebju tega medsebojnega sočutja. Večkrat rečemo, ne, sreča je odločitev. Tudi to je odločitev, da se bomo pogovarjali ne zgolj funkcionalno, ampak tudi doživljajsko, da ne bomo notranje sami, da ne bomo v doživljanju sami, da ne bomo v obnebju, ko moramo biti vsi uspešni, potem blefiramo, ne, kako si dober, pa še ne boljš kaže. To nedavno je bil primer možakarja, ne bom povedal, v katerem kraju, ki je bil vedno EPP faca, ne? Ampak je naredil sam je pa končal življenje, ne? Ker je igral pričakovane vloge. Ne? Nas so naučili igrati pričakovane vloge, nas so ocenjevali, da smo odlično. Ne? Ampak recimo lahko imaš ti oceno odlično pri kakšnem predmetu, mi pa nismo vedno odlično. In ko nismo odlično, moraš vedeti, komu bo šel, kdo je tvoja oseba zaupanja, da se takrat ne smeš zapreti in da boš izrazil to, kar ti dejansko pomaga, da potem tisto situacijo najprej, da jo zmoreš, potem pa, da jo predelaš in da na koncu koncev, če pomislim na sebe, iz najtežjih situacij sem pridelal tudi pogosto velike profite. In sedaj je ravno čas, danes je še lep sončen dan, da naberemo sončne žarke, ti dolgi večeri so pa čas, da naberemo tiste notranje sončne žarke. Ne pusti, da nas kradejo medsebojne bližine. Kajti bleščavost ekranov dejansko lahko povzroči tudi tesnobna občutja. Bleščavost in informacije iz ekranov dejansko zapolnijo samo tale zgornji štuk. Ne? Tistega notranjega, duhovnega in pa čustvenega pa zapolni, ko gledamo drugega. Prižgemo svečko, ko se igramo, ko se pohecamo, ko se pripovedujemo zgodbe, ko se ne puščamo notranje sami. To je tisto, kar nam pomaga, da noči, da je v nočeh tudi tisto, kar je sveto, kar je svetlo, kar je pomirjajoče, kar nas skrepi in nam daje moči. In iščite to. Ja, svetlobo. Čim več svetlobe, čim več tega, kar vas notranje poteši, umiri, osvetli, kar vam da moči za življenje. Ja. To je zanimivo, ne? Mi nismo več otroci, ne? Mi smo že marsikaj izkusili. Mi smo marsikaj pretehtali, ne samo navzven, ampak tudi v notranjem počutju. In zdaj je čas, da res razberemo, kaj je tehtno v življenju, kaj res da moč, kaj res v tisto oporo in se tega držimo. Da se mogoče celo, pred kratkim smo imeli srečo, nekaterim sem rekel, da se mogoče celo osvobodimo, gremo preko abstinenčne krize, ki je posledica, da se odtegnemo od elektronskih frekvenc, pride do notranje krize in da se povrnemo v zaznavo živih, ljubečih prisotnosti. Ja. In zato midva potem povabiva že danes na naše srečanje v živo, ki bo v novembru. Ja, tako je. Se vidimo v živo. Lep pozdrav. Lep pozdrav.